No tako, jaz grem v Ugando, to že veste, zdaj pa vsi, ki bi radi šli v Ugando, boste mogoče zdaj dobili kakšen namig. Namreč z mano sta dve dami, ki tudi gresta v Ugando in sicer z enim takim posebnim projektom, ki ste ga naredili in ga boste zdaj predstavili. Živjo, to je Marta in to je Irma. Katera bo predstavila tale projekt? Irma. Pa mi je začela. Društvo Eterica Slovenije se je letos odločilo, da bo na Ministrstvu za zunanje zadeve prijavilo en projekt, in sicer z naslovom Okno do znanja, sposobnost branja, okno do znanja. Projekt je bil sprejet in začeli so potekati naše priprave. Projekt bo potekal tako, da gremo 4 prostovoljke v Ugando, kjer bomo izpeljali preko 200 delavnic, s katerimi si želimo predstaviti otrokom v Ugandi knjigo, jih navdušiti nad branjem, razvijati bralno kulturo pri otrocih, pa tudi pri njihovih učiteljih in starših. Prav ta namen smo napisali, o tem verjetno malo kasneje, gospa Marta. Marta razložila. Je napisala knjigo z naslovom Hišica z 2 oknoma, ki primerja ugandske otroke z našimi otroci. Potem smo napisali tudi priročnik z glavnimi smernicami, kako razvijati bralno kulturo, razlaga koristi, ki jih branje prinese otrokom, pa tudi njihovim staršem, pač za razvijanje pismenosti v ruralnem afriškem okolju. Glavni del so pa seveda delavnice v 3 osnovnih šolah. Kje točno v Ugandi? Na jugozahodu Ugande, v okrožju Kabale, tam, kjer se nahaja organizacija Eterica. In eno ful lepo jezero. In eno zelo lepo jezero, ja, v jezeru Bunjoni, se pravi 2 šole tam, ena je bliže mestu Kabale in pa še v enem vrtcu. Pač želimo si, glavni namen projekta je, da bi otroci in učitelji in starši spoznali pomen branja, ker zdaj knjig v afriškem podeželju sploh ni. In če dobijo knjigo, niti ne vejo, zakaj jo uporabljati, tako da jih bomo mi skušali spodbuditi, da je to nekaj lepega. Pokazali bomo, kako se s knjigo ravnajo, kaj vse se lahko iz knjige naučijo, tako da upamo, da bodo tudi kasneje radi prijeli za knjigo, pa se iz knjig učili, mogoče tudi malo sam za zabavo.